poskuša združevati znanje, izkušnje iz različnih področij, ne samo klinične medicine, klinične mikrobiologije javnega zdravja na področju humane medicine, ampak tudi področje veterine, veterinarske mikrobiologije in pa strokovnjakov, ki analizirajo mikrobno odpornost in prisotnost antibiotikov v okolju. In vsa ta združena znanja, predlogi grejo potem odločevalcem za ukrepe v državi. Zdaj, če se omejim samo na predpisovanje antibiotikov, v Sloveniji smo primerjalno z drugimi evropskimi državami tudi po nedavnih podatkih, ta teden izidejo vsa letna poročila, sorazmerno dobri. Torej, 6 držav predpisuje več antibiotikov na recept in 7 jih predpisuje več, manj bolnišnično. To se pravi, da smo nekje v boljši tretjini. Seveda pa smo lahko deloma zaskrbljeni zaradi strukture te porabe, ker precej je pri nas bolj širokospektralnih antibiotikov, seveda ker so problemi z mikrobno odpornostjo pa nekoliko večji kot v drugih državah, ki imajo sorazmerno nizko porabo antibiotikov. In tukaj gre za področje predvsem preprečevanja in obvladovanja bolnišničnih okužb oziroma konkretno rečeno tudi strukture, torej infrastrukture, bolnišnične infrastrukture, ki ne omogoča izolacije bolnikov in pa tudi seveda števila osebja, ki lahko skrbi za bolnike in istočasno skrbi, da ne prihaja do prenosov okužb. Ta skrb za predpisovanje antibiotikov je bila prepoznana nedavno tudi v analizi OECD kot ukrep med ukrepi za obvladovanje mikrobne odpornosti, ki v bistvu doprinese največ k ohranjanju življenja. Zato si želimo, da bi lahko to dejavnost v Sloveniji ne samo ohranili na ravni, kot jo imamo, ampak jo dejansko razširili kot neko obveznost za vse slovenske bolnišnice, podobno kot imajo to recimo na Nizozemskem. Nizozemska je država z v bistvu najboljšo strukturo in količino predpisanih antibiotikov v Evropi in ob tem seveda z zelo nizkim bremenom mikrobne odpornosti.